Spoštovani gospod župan, spoštovane gospe in gospodje, spoštovana predsednica sveta, gospa Dakič, spoštovana podžupanja, gospa Ficko, spoštovani podžupan, gospod Čerin. Pri županu nisem povedal imena, ker je samo en podžupan, pa podžupanu je poveč. Bi pa se takoj, preden pozdravim še naše sponzorje, še enkrat zahvalil županu za včerajšnjo izjavo na slavnosti seji mestnega sveta. Jaz sem bil tisti, ki je iz vsega grla vpil bravo, ko je rekel, da je zanga kultura investicija, ne poraba. Še enkrat hvala. Kaj bi šlo to, če ga rekel, da še kriva? Pozdravljam pa seveda tudi vse naše goste, sponzorje, in sicer gospoda Davida Kastelica, predsednika uprave Sava, potem častnega občana, gospoda Jožeta Marmala iz BTC-ja, gospoda Janeza Škrabca, Riko, že dolgo časa so z nami, potem gospod Jano Horvat iz energetike in pa gospoda Tomaža Jontesa iz Telekoma Slovenije. Zdaj pa župan, prosim. Kaj tu zdaj reči, kadar naš Darko Brlej pripravi svojo tradicionalno telesno konferenco pred festivalom, da bo spet predstavil program, ki bo ponovno presenečen, če sploh možno presenečen, da bo spet najboljše to, kar lahko dobimo. Jaz sem pa vesel, da se ta moj izjava do včeraj nanaša samo na mestno občino, pa tudi na prisotne sponzorje in tisti, ki ne sedijo tudi za to prvo vrsto, ampak so med občinstvom oziroma samo sponzorji. In treba iskati ta interes, kako dvigovati kvaliteto življenja. Nedvomno je kultura izjemno pomembno področje. Nisem včeraj namensko pozabil, kajti streha v Križankah ni take vrednosti, da bi je bilo omenjati med Cuklarno pa Rogom, ampak sem prepričan, da gre letos v prenovo. Tisto, kar je pa zanimivo, ker prihajam že z ene mestne konference, na gradu smo imeli Šparom, ki gradi novi center v Šiški. Zaključil sem znanim stavkom, da kljub vsem preiskavam pričakujem, da bo Špar ob otvoritvi centra gospod Markus Filt namenil sredstva ljubljanskim športnim klubom, kulturnim društvom, kulturnim zavodom oziroma socialnim, tako da so nam imeli tako izjavo testo vnaprej. Je pa to dejstvo, da lahko tu združujemo najboljše, jaz sem lahko vesel, da imamo zdaj častnega meščana, ki veliko na področju kulture. Gospod Škrabec bo sigurno šel z nami v Moskvo, bomo imeli dneve Ljubljane v Moskvi, kajti on je tisti, ki dobro tudi z Rusijo in se lahko tudi s tem pohvalimo. Tudi na Malboršu znam, za Telekom še ne vem, če bo našel neki interes. Zavarovalnica Sava je naš partner, tudi prej bila z drugim imenom, zdaj so se preimenovali in je tudi prav, da so svoje novo imene ter ohranili v praktično vseh področjih. Ko me je enkrat David vprašal, kaj bi za Ljubljano se rekel, veš, ko omenjaš ime v Savo, da ne bo kaj narobe, te prvo pokriš Tajsko z sponzorskimi donacijami, da ne bo kaj narobe dojel. No in naša energetika, Jane tu dela za dobro Ljubljančano, zdaj imamo že 72% na vročevod priklopljenih, naš cilj je tam 84%, pričakujem, da bomo zagradili novo plinsko parno turbino, čakamo zadnje dokumente, po zadnjih pogovorih je obljubljeno, da bo konec junija že ta dokument. Ta razlaga, ko govorim zdaj o gospodarstvu, boste rekli, kaj ima pa zveze s kulturo. Velike.
kajti najti moramo tudi ljudje, ki so uspešni, ki bi lahko te svoje dobičke vsaj v zasebnih podjetjih dajali v svoj žep ali pa v svoje dividende, ampak mislim, da je tisto širše poslanstvo zelo pomembno. Vlagati v svoje okolje, da vsi imajo nekaj tega. Zdaj pridemo do festivala. Darko to predstavlja svoj program 4 že 25 predstavlja svoj program, se pravi večji direktor, zamenil kar nekaj županj in očitno je tako dober, da ga tudi te politične eventualne razlike ne morejo menjati. Jaz sem sam vesel, da se s tem našim festivalom uvrščamo na evropski vrh, tudi ni brez razloga že 3. mandat drugi predsednik. 5. maja smo še komunicirali z javnostjo, sem zaključil po 22 letih članstvo v odboru EFE, je pa že od včeraj na spletni strani. Ampak 2 mandata si bil predsednik, 3 mandate predsednik, se pravi spoštovanje kolegov in po vsem programu bomo našli tudi naše partnerje iz prijateljskih držav, prijateljskih mest, kjer bomo sodelovali. Vabim vas vse skupaj na prireditve, prepričan sem, da boste svoje in družinske člani, prijatelje in poslovne partnerje pripeljali na naš festival. Z vsakega se bo nekaj dašlo. Čestitke spet, prepričan sem, da kljub vremenu kaša bo to v 25 letu spet najboljši festival. Srečno. Hvala lepa, župan. Nekako tako smo si danes zamislili, da spregovori župan, potem sponzorji in potem jaz, kajti če ne bilo tega vrstnega reda, tudi programa ne bilo, ker ga ne bi imeli čim plačati. Zdaj pa vabim Floro Emo notrič, to je manjše presenečenje, da pride pred nas. Za vas pa uganka, kaj bo bila? Hvala lepa. Vesni, torej to je song Vesne, ko bere pismo.
In tako, seveda, smo dobili tudi poglede, jaz ne primislil, da je namenjen meni, pa smo dobili. Jaz sem počutil, da te namenjen, ne? Ampak pozdravljam tukaj tudi producenta Gorazda Slaka, dober dan. In pa seveda napovedujem premiero novega slovenskega muzikla Vesna 7. junija v Križankah, potem ponovite 8., 9. in 10. junij in zaenkrat tudi 16. in 17. avgust. Predstava se že krasno prodaja in upam, da bomo še dodajali več ponovitev. Če bi slučajno bilo slabo vreme, bo predstava v istem terminu v isti uri na Gospodarskem razstavišču, tako da predstava v vsakem primeru bo, glede na to, da bomo z obnovo strehe, kot je povedal župan, začeli letos v septembru mesecu po zaključku festivala. Zdaj pa mi dovolite, da predam besedo najprej našim sponzorjem, ki se jim ponovno izjemno zahvaljujem. Veste, ko pogledam v teh 25 letih in če pogledate tudi naša poročila, koliko je bilo teh sponzorjev na leto, govorimo, reci in piši o 25 milijonih evrih skoraj. In to je znesek, ki so ga podjetja, ki delujejo na področju Slovenije, pa tudi nekatera izven tega področja, ampak ta so v manjšini še, nažalost, namenila razvoju Ljubljanskega festivala. Iskrena hvala. Besedo ima naš glavni pokrovitelj, predsednik zavarovalnice Sava, in sicer gospod magister David Kastelic. Prosim. Hvala lepa, lep dober dan vsem prisotnim. Biti glavni pokrovitelj tako eminentnega dogodka, kot je Festival Ljubljana, je pravzaprav ena velika čast, zadovoljstvo in sreča, tako da se pravzaprav zahvaljujem tebi, Darko, da smo sploh dobili to priložnost in upam, da jo bomo predvsem z vašim zadovoljstvom dobro izkoristili. Z našega stališča to seveda ni zgolj reklama, zgolj promocija. Mi to smatramo kot investicijo v kulturo, investicijo v vas, v ljudi, v naše zavarovance, v vaše zadovoljstvo. Naša želja, naša vizija, tudi kot zavarovalnice, je pač ta, da živimo z zadovoljnimi in dobrimi zavarovanci, ljudmi in naj bo to pač en korak k temu našemu cilju. Hvala lepa. Naslednji veliki sponzor je javno podjetje Energetika Ljubljana in z nami je gospa Diana Horvat v imenu direktorja Sama Prozeja. Prosim. Ja, hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram reči, da je Energetika Ljubljana z zadovoljstvom zopet sodeluje kot partner v tej uspešni zgodbi Festivala Ljubljana, ki nam nudi čas in prostor za tisto, kar je tudi pomembno, kot je župan rekel, kulturo. Premalkrat si včasih vzamemo čas za to, morda ne najdemo priložnosti, na ta način pa lahko združimo druženje, kulturo, nazadnje zadovoljimo še naše čute tudi na druge načine. Letošnje sodelovanje nadgrajujemo z ugodnostmi za naše člane programa Zvestobe, ki smo ga ustanovili konec lanskega leta, šteje že več kot 10.000 članov. Z njim pa želimo našim odjemalcem omogočiti, da se lahko na čim lažji način poslužujejo celovite energetske oskrbe in vse na enem mestu. To je naš cilj, s katerim želimo tudi našim meščanom in tudi širšemu okolju tukaj zagotoviti dostopnejše, ugodnejše, okolju prijaznejše bivanje. In seveda razumemo, kako je to ustvarjanje pozitivne energije. Ni enostavno, tudi sami jo ustvarjamo, jo posredujemo naprej, zato res iskrene čestitke gospodu Darku Brleku in njegovi ekipi, predvsem pa vsem udeležencem v nadaljevanju želimo nepozabne trenutke in doživetja. Gospod Janez Krabec je gospod, ki je
na prvem sestanku, ko sem ga obiskal v njegovi pisarni in mu predlagal sodelovanje z Ljubljanskim festivalom, rekel, da je počaščen. Prosim. Lahko sam ponovim, da pležo je smajl na vse te tvoje zahvale, ampak danes sem pa še bolj počaščen, ker pa sedim med dvema tako eminentnima gospodoma, kot je naš župan, pa gospod Mermal. Še enkrat tudi moje čestitke, ker si postal Jože častni občan Ljubljane, kot tudi čestitke. Lansko leto je sicer Darko Brlek izgubil to pomembno funkcijo od predsednika te asociacije, maja letos, ampak lansko leto je pa dobil nekaj drugega, dobil je veliko nagrado financ in vesel sem, da so tudi finance prepoznale, da Darko Brlek dela nekaj, kar presega funkcijo kulturnega menedžerja, kar presega navadnega menedžerja, da pomembno družbeno funkcijo, zato ker vemo, kdo vse je to nagrado v preteklosti že dobil, tako da res iskrene čestitke. Po drugi strani, gospod župan je povedal, Ruska federacija je pomemben trg za slovensko gospodarstvo in tudi za Riko. Ravno kar sem se vrnil iz Gospodarske zbornice Slovenije, kjer smo imeli konferenco v podporo ukinitvi sankcij, ki jih je Evropska unija sprovedla proti Ruski federaciji. Vesel sem, da naš župan to na vsakem koraku poudarja in mi smo tudi, da je potrebno ukiniti sankcije. Mi smo tudi napotili nekaj predstavnikov iz MZZ-ja, da Slovenija postane bolj proaktivna v Bruslu v ukinjenju teh sankcij. In seveda Ruska federacija, vesel sem, da se je kljub temu sodelovanje z Rusko federacijo na kulturnem področju tako okrepilo. Letos bomo imeli kar 2 eminentna orkestra, in sicer Marinski teater in Riko sponzorira orkester Sankt-Peterburške filharmonije. Vesel sem, ker sem bil tudi priča podpisu pogodbe, ki jo je Darko Brlek v okviru obiska predsednika Pahorja v Sankt Petersburgu podpisal v prisotnosti tudi Sankt-Peterburškega gubernatorja, ki prihodi 16.17. tudi v Ljubljano na uraden obisk. Pripričan, da tudi zaradi teh odnosov. Jaz si zelo prizadevam, da bi se to sodelovanje z Rusijo in Slovenijo okrepilo. Naša politika dela kar dobro, to pogledno, ampak vedno povem, naša politika bi imela podobno približno funkcijo ali pa odnose z Rusko federacijo, kot ima Hrvaška. Če ne bi bilo slovensko-ruskega prijateljstva, tega kluba, če ne bi bilo Ljubljanskega festivala in če ne bi bilo Ljubljanskega župana. Hvala. Hvala lepa. Moram reči, da seveda je našemu festivalu in meni osebno tudi izjemno čast, ko se pogovarjamo z ansambli številka 1, kot je Marinski, kot je Sankt-Peterburška filharmonija, kot je Pekinška nacionalna opera, v državah, ki dejansko v svetu nekaj pomenijo in seveda imajo, ne bom razlagal, koliko prebivalcev in nas v vseh teh pogovorih jemljajo kot popolnoma enakopravne partnerje in seveda redno gostujejo tukaj v Ljubljani. Zdaj bi pa predal besedo tudi dolgoletnemu velikemu pokrovitelju, sponzorju Ljubljanskega festivala, to je Telekom Slovenije, ki ga predstavlja gospod Tomaž Jontes, prosim. Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod direktor, pokrovitelji, gostje, vas pozdravljam v svojem imenu, v imenu Telekoma. Izjemno nas veseli, da smo res dolgoletni partner festivala. Absolutno nameravamo to ostati tudi v prihodnje. Navdušeni smo nad festivalskim programom, za kar gre seveda zasluga gospodu Brleku in njegovim sodelavcem. In da ne bom predolg, v skladu z našim novim sloganom, kultura nas navdušuje, festival nas navdušuje. Hvala lepa.
hvala za te besede in ta slogan, si ga bomo zapomnili, tudi za obljubo, tudi to si bomo. Veliko vas je, vsi ste skoraj tukaj na teh mihcah, pokrovitelji, sponzorji festivala Ljubljana. Z vsakim se trudimo spostaviti oseben, prijateljski odnos in razumeti potrebe podjetij, ki nas sponzorirajo. Namreč le tako lahko ponudimo pravo zgodbo in seveda uspemo. Preden začnem s predstavitvijo programa, bi povedal še, da se na tem mestu tudi zahvaljujem gospe Mateji Demšič, vodji oddelka za kulturo, ki se je opravičila. Sedaj pa predajam besedo častnemu meščanu, ki je tudi dolgoletni sponzor festivala Ljubljana. Sicer bi lahko kakšno skakalnico naredili tudi še v bližini Križank. Gospod Jože Mermal. Hvala za besedo, spoštovani gospe in gospodje, gospod župan, gospod direktor. Že včeraj, ko smo bili na Ljubljanskem gradu, sem tudi sam veliko govoril na temo kulture, izobraževanja, zdravstva in vsega ostalega. In tudi kot gospodarstvenik vsa leta spremljam ne samo razvoj naše hiše, ampak razvoj naše prestolnice, ki se neverjetno hitro razvija, ki je neverjetno svetovno prepoznavna in ki se vsako leto še močneje kulturno bogati. Tega sem zelo vesel, ker tudi na tak način tudi mi v naši hiši sledimo kulturo znotraj hiše, razvijamo svoj teater in da ne govorimo o vseh projektih v nekdanji občini Moste Polje, da temu rečem, in pa da sodelujemo tudi z ostalimi ljubljanskimi kulturnimi in umetniškimi institucijami. To mi je v čast privilegij, da se tako obnašamo, kajti z bogatejšo kulturo, z močnejšim gospodarstvom, kar se dokazuje tudi zadnje leta, tako slovensko kot ljubljansko, Ljubljana in pa tudi Slovenija. Ljubljana že cveti, pa računa, da bo tudi Slovenija. Hvala lepa. Tukaj bi jaz samo dodal še to, da bomo v okviru aktivnosti, ki se dogajajo ob samem festivalu in njegovi otvoritvi, priredili še 2 mini ekskurziji tudi ravno v BTC, in sicer eno v Špark v BTC, ki je tudi naš dolgoletni sponzor Vesno, in pa ta drugo z otvoritvijo s Karmino Borano 28. junija bomo naredili tako presenečenje s flashmobom. To so dogodki, ki seveda še dodatno vplivajo na popularizacijo predvsem klasične glasbe. Zdaj pa program. Tukaj je zasnovan nekoliko drugače, ko boste pazljivo pogledali. Več je večjih dogodkov in manjših. Nov slovenski musical, ki smo ga že predstavili. Nadaljujemo z uspešno predstavljamo tukaj ekipo Jure Franko in Dinamitke, ki sedijo med nami, kakšno bomo še rekli kasneje. Ena najbolj uspešnih, če ne najuspešnejša produkcija vseh časov v Sloveniji. Čestitke. Potem pa Poletna noč z RTV Slovenija, Patrik Greblo je tukaj z nami. Pa otvoritev Karmina Borana, La Fura dels Baus, 27. junija. Gre za izjemno zanimivo predstavo. Orkester in zbori bodo naš orkester Slovenske filharmonije, direktor Damjan Damjanovič je tukaj z nami, dobrodošel. Iščemo tudi statistke za to predstavo, tako da na naši spletni strani so objavljeni vsi pogoji, ne bo nič bolelo, bo pa lepo. Sama Poletna noč bo seveda posvečena 80. obletnici našega skladatelja, ki je zaznamoval eno celo generacijo, če ne več, to je gospod Jože Privšek, s katerim smo tudi nekaj let pred njim umrl
obudili skupaj z Viko Potočnik na Ljubljanskem gradu slovensko popevko po skoraj več kot 10-letnem premoru. Elina Garanča, sami veste, da je tukaj že gostovala, potem je odpovedala svoj nastop pred 2 letoma zaradi smrti svoje mame, no, zdaj prihaja. Druga izvedba festivala na Ljubljanici, to je festival, ki je nastal ob Evropski zeleni prestolnici, kar je bila Ljubljana lansko leto. Naj povem, da je ta naziv imel izjemen odmev v Evropi in v svetu, da smo na generalni skupščini, ki je bila prejšnji petek v Wiesbadenu, predstavili tudi film, ki ga je Mestna občina Ljubljana posnela ob tej priliki, in naj tudi povem, da bo Ljubljana gostiteljica naslednje generalne skupščine Evropskega združenja festivalov med 11. in 14. aprilom tukaj v Ljubljani. Mislim, da gre za veliko priznanje tako mesto Ljubljana, kakor Ljubljanskemu festivalu, saj bo sem prišlo približno 120 mojih kolegov iz Evropskega združenja festivalov in še dodatnih 250 iz EFE zgodbe, to je Europe for Festivals, Festivals for Europe, evropski label, ki smo ga skupaj z Evropsko komisijo in komisariatom za kulturo z gospodom Navrečičem uvedli v leto 2015. Zdaj gre za drugo edicijo 2017 in spet je 6 festivalov iz Slovenije, med njimi tudi seveda Ljubljanski festival, dobilo ta label, ki je nekak Michelin vodnik za evropske festivale. Tomaž Domicel, kaj rečejo Tomaža Domicelu, ne boš nič, pridite na koncert 30. junija v Križanke in bo vse on povedal. Potem seveda orkester Sankt-Peterburške filharmonije 3. julija s Temirkanovim, ena velika zgodba. Zelo sem vesel, da pridete. Veste, Rusija ima 3 institucije. To je Bolšoj, Marinski in Sankt-Peterburška filharmonija, ki so v tistem najvišjem vrhu. In 2 ruski bosta letos tukaj. Sankt-Peterburška filharmonija 3. julija in pa Marinski, kar 3 večere na zaključku, da vam skačem, 29. z Siegfriedom, torej drugi del Wagnerjevega Ringa, ki sem ga obljubil leta 2013, da bomo ga izpeljali do konca. Potem Goethe Dämmerung, Somrak bogov, 30. augusta in pa koncert, torej zaključni koncert 31. augusta. Vsi 3 dogodki bodo seveda z Valerijem Grgijevim. Kneginja Čardaša v koprodukciji z Ljubljansko operno hišo in pa komedijo iz Zagreba. Premiera bo 4. julija v operi, ponovitve 12., 13. in 14. julij v Ljubljanski operi. 10. julija Marta Argerič z komornim orkestrom Franz Liszt iz Budimpešte, torej tako orkester, kakor seveda pianistka, mislim, da mi jih ni treba posebej predstavljati, gre za mogoče številko 1, kar se tiče pianistike na svetu. Nadaljujemo z našimi kitajskimi gosti in sicer orkester Slovenske filharmonije bo tukaj gostil Chang Guyonga, dirigenta, ki smo ga že spoznali, ko je dirigiral v orkestru iz Qingdao, in pa kitajski zelo nadaljeni čelist Yi Pengni. Zgodila se bo tudi 20. mednarodna likovna kolonija, ki smo jo zasnovali skupaj s Tomom Vranom pred 20 leti. Prej sem omenil že v intervjuju za televizijo, brezmadežna. Glejte, Tomaž Pandur, z njim smo naredili od leta 2002 pa do takrat, ko je umrl 8 različnih predstav. V Križankah, 7 v Križankah, 1 v Viva filmu, studio Viva filma. In do takrat, ko z njim ni hotel v Sloveniji delati nihče. Ko se mu je odprlo, je odšel. In mi da so tudi sicer bila zelo velika prijatelja. Ampak se mi zdi, da je ravno ta predstava brezmadežna, ki jo je po njegovi smrti odrsko postavila sestra,
ne razmišljam o imenu, ampak hočem povedati, da je mogoče odsev tega Tomaževega razmišljanja. No, mi bomo drugo leto, ko bo streha v Križankah, ponovili tudi Fausta, ki smo ga seveda premierno izvedli 2 leti nazaj v Križankah. Robi Lakatoš, on je virtuoz. Pridite, to bo zabava na izjemno visokem nivoju, od ciganske muzike do klasike, do džeza. John Malkovič bo pa bral posebna pisma skupaj z orkestrom iz Akvile, še posebej to bo v Šnitkerjevem klavirskem koncertu. Zakaj sploh ta kombinacija? Jaz sem takrat v času, ko je umrla Diana, preživel 14 let v Akvili in imam v spominu še Akvilo pred potresom. Zdaj sem bil pa spet tam v januarju mesecu letos in seveda, to je, ko vidiš to različno mesto zdaj, ko se še vedno obnavlja in ko so še določeni deli mesta vedno zaprti, zaradi tega, ker so luknje in razpoke, torej razpoke široke več metrov, koliko globoke pa smo ne vedo, te presune. No, oni so vmes v parku zgradili novo koncertno dvorano, takoj na vhodu v stari mestno jedro, in jaz sem imel to srečo, da sem lahko v tej dvorani bil. In se mi zdi povezava tega orkestra, ki deluje v izjemno težkih pogojih, potem Johna Malkoviča z temi teksti in pa Šnitkerjev klavirski koncert, ena izjemno posrečena kombinacija, tako da vas vljudno vabim na ta koncert. Akademija Branimir Slokar, tudi letos v sodelovanju s festivalom Ljubljana in s podporo župana, tukaj pozdravljam Živo Plojper-Šuh, dirigentko, ki bo tudi vodila 2 koncerta, dirigirala v Unionski dvorani in pa seveda imeli bomo tudi cel spekter komornih koncertov, prav tako v Križankah. Potem bi moral mogoče kaj reči o sodelovanju z komornim orkestrom Slovenske filharmonije, kar 5 koncertov bo, naštel bom soliste, ki so Richard Galliano, potem zelo znani flautist Kofler iz Mintna, pa Nika Gorič, prebojajoča se slovenska operna zvezda, tako je, sopranistka, mislim, da je bila tudi štipendistka mestne občine Ljubljana. Potem vrača se po lanskem izjemnem uspehu Dimitrij Sikovjetski. Tukaj bo tudi na starih klavirjih, torej ne na modernih klavirjih, ampak na starih, ki bo pripeljal s sabo, nastopil Gian Maria Bonino, pa godalni kvartet Ulises z Mojco Zlobko, našo izvrstno harfijsko, pa godalni kvartet Beograjske filharmonije in tako naprej. V Križankah bomo lahko 10. avgusta prisluhnili tudi Marku Hartlaku z Fantangom. Tisto, kar je pa posebno, je pa to, da bo njegov gost Iztok Mlakar, tako da se lahko predstavljamo, torej zamišljamo zelo, če poznamo oba, vemo, se lahko približno predstavljamo, kaj bo iz tega nastalo, vendar vsega ne, ker sta oba zelo nepredvidljiva, kot veste. Zraven 2 muziklov bomo imeli še eno tak highlights evening, kot se temu reče, večer presežkov iz različnih muziklov, tako z West Enda kot z Broadwaya, z pevci od tam in pa z dirigentom, z orkestrom Slovenske filharmonije. Potem 22. bo izjemno zanimiva predstava v Ljubljanski operi, naslov je Svadba. Gre za komorno opero, ki smo jo izvedli skupaj v koprodukciji z opernim festivalom Aix-en-Provence v Franciji. Ta predstava je bila premierno uprizorjena pred 2 letoma in zdaj kroži v poletnem času po Evropi in je doživela tudi že izjemno število ponovitev. V avgustu 22, torej 23 in 24 Madama Butterfly. Vi se prav gotovo spomnite, kako nismo točno vedeli še jasne, kako bo to izgledalo na odru Cankarjevega doma, ko so prvič gostovali z operno predstavo Turandot 2 leti nazaj. In ko je bila zadnja
scena, torej prepovedano mesto, ko sem postavil pa dejansko prepovedano mesto na oder Cankarjevega doma, smo ostali brez sape. Toda Čočo San bo takrat na Liju. Tako da si lahko, tisti, ki ste bili na predstavi, veste, o kom govorim, tako da se lahko predstavljamo, torej bomo verjetno zelo zadovoljni. Vlado Kreslin, 26. v Križankah. Ne bom več rekel, razen tega, da bo tudi na vlaku 15. maja, ko gremo v Štanjel in si pogleda tudi Fabijanijev dvorec in njegov kip, ki je tudi tam in tudi tukaj. In potem seveda Ljubljanski festival organizira 2 festivala. To je ta festival poletni in pa Slovenski glasbeni dnevi. Ampak vseeno se nam zdi pomembno, da sodobno slovensko glasbo, ki nastaja, uvrščamo tudi v program glavnega festivala oziroma srednjega festivala in 15-letnico nastopov neprekinjenih ima tudi ansambl za sodobno glasbo MD7. Zaključek sem že omenil, je še nekaj spremljevalnih dogodkov, kot je projekt Pred ranim korakom skupaj z Zavarovalnico Sava in z Center za rehabilitacijo Soča. Lani smo imeli prekrasno predstavo otrok, ki so po dolgem terapevtskem stažu shodili na odru Križank. To je bilo izjemno ganljivo. Potem imeli bomo malo likovno kolonijo, glasbeno-plesne delavnice, to je vse za otroke, torej na temu muzikla Vesna. Imamo tudi razstavo posvečeno torej Negovanu Nemcu, 30 let pozneje, in pa seveda še cel kup drugih dogodkov, kot sem jih že prej omenil. Pravočasno smo vložili tožbo na upravno sodišče proti Ministrstvu za kulturo. Jaz bi prej rekel Ministrstvo za nekulturo te države, ki ne prepove koncerta Thompsona v Mariboru in ki vrača cerkve, ki niso posvečene tistim, ki bi jih potem oddali najem za nadaljne oddajanje. In pa začeli bomo z gradnjo strehe v Križankah, kot smo tudi že povedali, takoj ko zapremo, mislim, da zadnja prireditev 22. septembra. Je tako, Katja? V Križankah, to je to. Vstopnice so že v prodaji na naši spletni strani, so tudi različni popusti, ki jih zdaj ne bom našteval, so pa v prodaji tudi razne blagajne Križank na Petrolovih servisih, Eventimu, povsod po Sloveniji, tudi na pošti. To smo se ravno predvčerajšnjim dogovorili, da tudi na vseh poštah po Sloveniji. In pa seveda za akreditacije se obrnite kar na nas, na naše sodelavke oziroma na naši spletni strani ljubljanafestival.si. Jaz se zahvaljujem vsem sponzorjem, predam besedo vam, spoštovani novinarji, vsem pokroviteljem, tudi vsem gostincem, ki delujejo z nami, GoOpti in podobni. Torej, v knjižnici boste videli, da se res trudimo, da predstavimo obiskovalcem Ljubljane še ostale dobre stvari, ki jih tukaj lahko najdejo, predvsem pa, da jim olajšamo bivanje v Ljubljani. Da je dostop ne samo do Križank, ne samo do Cankarjevega doma in drugih prizorišč, ampak tudi do odličnih restauracij, do prelepih parkov, do trgovskih centrov in tako naprej. Mi ležimo točno na sredi 7 letališč, ki so v krogu 200 kilometrov od Ljubljane. Vesna lahko potrdi, da naši umetniki in tudi gostje letijo na vsa ta letališča in jih seveda hodimo iskat ali z našimi sponzorskimi avtomobili ali kakokoli drugače. In seveda Ljubljana ima eno veliko prednost, da je res z direktnimi leti lahko dosegljiva v nekaj urah. In to za tiste, ki veliko letimo, vemo, kaj to pomeni. Tako, pa sem še kaj pozabil, Živa? No, potem pa sem vam na voljo za vprašanja.
Če ne, pa lahko vmes gospod Slovec, prosim. Vidim, da vsako leto je lepša udeležba. Bi pa nekaj rekel v zvezi z Valerijem Georgijem. Kot veste, je on prvič bil v Ljubljani, ko je bil mesec evropske kulture. To je bila takrat največja prireditev, ki je trajala en mesec, takrat je bil tudi Lučan na Pavaroti, ko se spomnite. In zdaj ob 20-letnici bi se spodobil, da bi Valeriju in njegovemu celotnemu ansamblu, celotni hiši, ki jo vodi že več kot 20 let, dal neko priznanje. Jaz sem to zadevno že govoril s predsednikom republike in mu predlagal, da bi mu dal državno odlikovanje. Moram priznati, da sem bil precej razočaran, ko mi je odgovoril, da je teh ruskih odlikovanj že veliko. Jaz ne poznam nobenega Slovenca oziroma Rusa, ruskega umetnika, ki bi dobil kakšno državno odlikovanje. Zdaj pa, če ne funkcionira država, pa ne funkcionira vsaj mesto. Ne? Mesto ima najbrž tudi kakšna priznanja, zlasti še, ker je dejansko Valerij prišel v Ljubljano kot gost mestne prireditve. Skratka, 20-letnica je ena lepa priložnost, da Ljubljana in festival priznanja človeku, ki je med svetovnimi umetniki najpogosteje prišel v Slovenijo. Mi nismo za svetovne umetnike tako vabljivi, da bi hodili vsako leto k nam. Vidite, kakšne težave imamo z Ano Netrebko, ker je Salzburg ne pusti, ki jo Metropolitanka ne pusti in tako naprej. Skratka, jaz apeliram, da se nekaj v tem smislu naredi, ko bo ansambl 3 dni v Ljubljani, da se naredi tudi neka zahvala in nek sprejem in neko priznanje. Če država tega ne uvidi, ima še do avgusta čas, da malo premisli. Če zdaj dam to v kontekst tistega, kar smo prej govorili o Rusiji. Sam to sem hotel reči. Hvala lepa za predlog. Še kakšno vprašanje? No, ampak nedvomno si Valerij Georgijev zasluži nepriznanje brez dvoma. Vprašanje, če imamo za dost pomembno priznanje, ker bi mogel dobiti državno, pa bomo o tem razmislili. Jure Franko, Dinamitke. A boste kaj zapeli? Pridite. To je pa posebna čast. Maestro, pridi, tule boš lažje gledati, še malo naprej. Aplauz. Katero pa bomo? Katero pa bomo? Tiste, ki znamo. Eno tisto, ki jo že blazim dobro nismo. A tista, ki je taka uspešnica in je napolnila ne vem koliko krat križanke, da je to nek rekord, ki ga nihče ni presegal. Hvala, Maček. 3, 4. Snop svetlobe, spit me bo zaslinil, to me ne skrbi. Žalosti več ni, ker tudi ti si v množici.
Jani Golavšek in Simoni Vodopivec ter maestru Patriku Greblu. Zdaj pa vas v imenu župana povabim vse na pogostitev tukaj na hodniku. Hvala lepa in dobrodošli na vseh prireditvah 65. festivala Ljubljana. Ja.